Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Z nami je Miša Pušenjak, strokovnjakinja z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. Danes bova govorila predvsem o boleznih, ki se pojavljajo v teh poletnih časih, seveda v juniju, juliju in avgustu. V tem času zagotovo opažamo že krompirjevo plesen. V suhem vročem vremenu zagotovo bo prišla papelasta plesen na bučnice, kumarna plesen, čebulna plesen, se pravi, kar tak, bi rekel, plesniv vrt se nam lahko obeta. Kako pa si lahko pomagamo z domačimi pripravki, ki se jih pripravimo sami in katere, ki pač uporabimo? Ja, tako je. Prav letošnji junij bo izrazito nevaren za vse te zadeve. Junij je tisti mesec, ki je pravzaprav najbolj nevaren za plesnivke, ker so rastline že močno porastejo, obenem pa je še vedno dovolj vlage. Pa običajno vsaj še nimamo visokih temperatur, dosti nad 30. Letos, glede na to, da smo zelo zgodaj spomladi začeli, pa da smo kljub temu, da je bilo neverjetno topla pomlad, vedno vse stvari delali v mejnih pogojih. Skratka, pri nižjih temperaturah bo pa še bolj nevarno. In res cela Slovenija v tem trenutku ima težave z rjami, ki so zelo, pravzaprav bolj redke, kot si mi mislimo. V Sloveniji, ko Primorci imajo česen, praktično nekateri že za spulic, tudi pri nas se že pojavlja. V tem trenutku pa je res krompirjeva plesen na pohodu in res bi opozorila najbolj vse vrtičkarje, čisto vse, da zelo, zelo pazijo, kaj počnejo, da nikoli ne grejo najprej v krompir, nobenih opravkov ne kombinirajo na krompirju pa na paradižniku, tudi če se kakšnimi haljami ali kaj sprehajajo po krompirju, ne grejo s tem istimi oblačili potem v rastlinjake ali pa na paradižnik na vrtu. Skratka, tu je največja nevarnost, da bomo mi prenesli to plesen na naše rastline. Zdaj, s čim jih lahko varujemo pred plesnimi? Doma narejeni pripravki, recimo takšni dobri, zelo dobri, priporočljivi, je predvsem Romanov timjanov čaj. To naredimo tako, kot bi naredili čaj za sebe. Tu niti nekih posebnih receptur, je pač treba, da vodo dovolj ohladimo. Potem pa tudi pripravki iz listov bezga, tudi potem seveda čisto preventivno, pa če vemo, da imamo zdrav, pa ne pretirano gnojen paradižnik, tudi kamilični čaj je zelo v redu. Pa še kakšne, ne vem, celo vsi to glavne, vse tile vrtnine, ki jih mi pravzaprav uporabljamo tudi proti prehladu, nam lahko pomagajo, zelišča. Drugače po trgovini pa dobimo predvsem sojin lecitin, ki je zelo v redu, ker deluje zelo kontaktno, skratka narejeno tako prevleko. Tudi preslica, recimo tako v trgovini kot doma narejena, s tem, da preslica, moram povedati, zelo preventivna, skratka niti malo ne zdravi. Če se nam pa že pojavi spet tale plesen, pa moram reči, da se pri nas tu vse na Štajerskem zdaj pojavlja tista ta hitra, ki res lahko v 2-3 dnevih paradižnik požge, spravi vsak dan moramo iti pogledati. Čim opazimo prve črne konice, ampak ne pikce na listih, ampak konice listov se kar dobesedno postanejo črne, posivijo in se zvijejo, oziroma sploh na steblu, če opazimo kakšne lise, potem te rastlinske dele takoj odstranimo. Tudi če je to na steblu, odrežemo pod tistim steblom, ker se bo obrastel, vemo, paradižnik dela za listnike in še zdaj ni prepozno za to, in potem uporabimo pa žajblov čaj. Žajblov čaj je v bistvu namenjen samo res takšnim primerom, zato ker drugače, če ga preveč uporabljamo na vrtu, si lahko tudi mikroorganizme v tleh z njimi zatremo, zato ga ne pretiravamo z njegovo uporabo. Kar se tiče rib na česnu, ki se najbolj pojavljajo, naj povem, da po večini tisti česni, ki ne cvetijo, bodo čez 10 dni primerni za izkop. Zato se s temi rjami zdaj v tem trenutku ne bi preveč ukvarjali, nič ne škodi, kakšen čaj iz preslice ali pa recimo celo žajblov čaj enkrat v tem primeru. Drugače pa rastline, ki bomo čez 10 dni izkopali, niti ne varujemo več, celo nekatere že bi lahko izkopali in na tak način potem ustavili razvoj rje. Bi pa opozorila, če je tako rjav, kot pravijo mi Primorci, da imajo praktično že posušenega, nažalost potem bo to seme zelo težko varno uporabiti tudi za naslednje leto za seme. Zdaj kaj narediti, ali poskusiti potem tele stroke razkuževati s kakšnimi čaji, ali mogoče izjemoma res pred sajenjem razkužiti celo z kakšnimi pravimi sredstvi za varstvo rastlin, seveda stvar odločitve vsakega posameznega. Vsekakor je pa ta rja tako močno razmnožena, ostala tudi na strokih. To opozarjam. Kdor pa ima tiste pozne sorte česna, ki so komaj čez mesec pa pol zazorijo, tisti pa mora ukrepati. Že spet preslica je relativno dobra, tudi sojin lecitin, če se rja že ni razmnožila, če pa se je razmnožila, pa bo verjetno potrebno uporabiti kakšna bakrena listna gnojila, ki pa so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
Zdaj, kar se tiče pepelastih plesnih, je tako, pepelaste plesni so nevarne, vedno takrat, ko je bolj suho, ampak skupaj temu, da so še jutranje rose. In letos so že bile pepelaste plesni, ne grahi, so vsi pepelasti, oziroma zelo veliko grahov ima težave s pepelastimi plesnimi. V trgovinah dobite taki čist naravni pripravek, narejen iz pravzaprav druge glivice, ki je tudi pepelasta plesen in odzame tele naši škodljivi plesni, njen prostor in njena hranila. In je najboljše, da se uporabi ta pripravek. Nasplošno pa velja za vse naravne, ekološke, biološke in biotične pripravke. Skratka, za vse, karkoli uporabljamo, 3 pravila. Prvo pravilo je, da ne sme sijati sonce, ker sonce uničuje vse te pripravke, katerega koli, ali ga kupimo v trgovini ali doma naredimo. Delamo to, se pravi, po sončnem zahodu, vedno je to boljše narediti zvečer kot zjutraj, ker potem imajo celo noč čas delovati ti pripravki. Zjutraj, ko sonce posije, zelo hitro potem njihovo delovanje neha. Vsi pripravke delujejo kontaktno, kar pomeni, da delujejo samo, ko pridejo v stik z temi glivicami. Zato jih je treba zdaj v juniju, pa v takšnem vremenu, kot imamo, zelo pogosto uporabljati. Če bom rekla enkrat na teden, je to najmanj, kar je, boljše bi bilo celo na 4 do 5 dni. Posebej, če opazimo že prve bolezenske znake in ponovimo vsaj 3-krat v 3 do 5 dnevnem razmaku, res relativno hitro. Pomagajmo še rastlinam tudi z vsemi temi pripravki, ki jih že ves čas omenjam, kot so izvlečki morskih alg ali pa izvlečki aminokislin, da bodo same bolj odporne. Skrbimo za zračnost, pazimo, da tudi mi ne prenašamo teh glivic naprej. In še ta tretja stvar, ti pripravki bodo vsi delovali samo preventivno. Se pravi, zdaj moramo res biti zelo previdni, kar se tiče njihove uporabe in delati jih moramo sproti, kar se delamo sami, ne moramo shranjevati. Miša, vaši nasveti so praktični in poučni. Hvala za današnji pogovor. Več o delovanju posameznih pripravkov si lahko preberete tudi v članku. Pogovor z Mišo Pušenjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, se jih lahko tudi natisnete. Vabim vas tudi, da se na spletni strani zelenisvet.com prijavite na brezplačne tedenske nasvete, tako jih boste redno prejemali na vašo elektronsko pošto. Sledite nam tudi na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in YouTube.